Košarkarji Portoroža, ki to sezono prvič v svoji zgodovini nastopajo med elitno konkurenco, so proti zadnji uvrščeni Elektri želeli potrditi gostujočo zmago proti Tajfunu in nadaljevati zmagoviti niz v ligi za obstanek. Na drugi strani so tudi gostje, ki so v Luciji letos že zmagali, imeli svoje načrte. Začeli so odločno in po zaslugi 4 trojk Draga Brčine v prvem polčasu na daljši odmor odšli z zajetno prednostjo 15 točk. V nadaljevanju so domačini dodali plin in se Štajercem ob koncu tretje četrtine približali na 5 točk zaostanka. Takrat pa je na sceno ponovno stopil Brčina in s trojko svoje znova popeljal na varno razdaljo. Elektra je dobra ekipa. V zadnjih par tekmah je pokazala, da dobro igrajo, dosti boljše kot v prvem delu. Mi smo se na njo dobro pripravili, vedeli so, da so močni, da so fizično dobri in smo vedeli, da moramo iti z njimi v kontakt. Ampak na začetku smo slabo začeli, pustili Brčini par odprtih šutov. On je to dal, kakor daje že celo sezono in so naredili prednost. In ko loviš celo tekmo, rezultat je težko se vrniti nazaj. Zadnji juriš so varovanci trenerja Konstantina Subotiča izvedli 5 minut pred koncem. Gostje so ponovno našli proti Strupu metu za 3 točke, napad odbili in na koncu slavili 5. zmago v državnem prvenstvu. Portorož, Elektra 72 proti 77. Ja, danes je odločila, meni se zdi želja. Želja po zmagi. Jaz pravim, da je Portorož po imenih sigurno boljša ekipa od nas. Mi imamo kar probleme, Andro Podvršnik je poškodovan, igral je zelo malo, pred ligo nas je Simo Atanacković napustil, je šel na Polzelo. Igramo z domačimi igralci, mi smo ekipa, koja ima 8 domačih igralcev. Lahko bi rekel, da je Elektra prišla do zmage že v prvem polčasu. Mi smo se vračali, ampak vedno, ko smo prišli zraven, nismo imeli dovolj koncentracije, da bi preobrnili rezultat, oziroma Elektra je odgovorila na najboljši možen način in zasluženo slavila zmago. Standardno učinkovitima Španu in Tratniku se je tokrat pridružil le Čigoja, kar je bilo premalo za končno zmago. Obetavni Zagorci in Hodžić, slednji je odlično igral v Šentjurju, sta bila tokrat brez energije, ki jo pričakujemo od mladih igralcev. Zolotič je zadnje čase bolj na hladnem kot ne, drugi center Buda pa kaže znake, da se razvija v dobrega prvoligaškega centra, vendar mu zaenkrat manjka stalnosti v igri. Ožbolt, kot vselej kapetansko, poleg poraza pa je udarec za Portorožane tudi poškodba kolena Mike Markiča. Kako hudo je, še ni znano. Sigurno danes bi potrebovali še enega razpoloženega igralca, če smo odkriti do konca, roko na srce, se pravi 72-77, se pravi, da nismo bili pravi v obrambi. Tu je zdaj več faktorjev, s tem, da moram tudi reči, da so oni bili razigrani. V prvem polčasu je Drago Brčina zadel 5 trojk, ki jih ni zadel v zadnjih par tekem vse skupaj toliko, tako da to je recimo bil plus danes za njih, ampak sigurno ta ritem je naporen za vsako ekipo, pa ne glede na to, ali si pripravljen boljše ali slabše, ker tu tudi pritisk sam naredi svoje in ko se odloča, ni dovolj samo biti borben, ampak moraš upraviti tudi glavo in danes smo mi naredili preveč neumnosti, sigurno. Po sredinem zahtevnem gostovanju v Mariboru čaka Portorožane v soboto še težka domača tekma proti najboljšemu moštvu lige za obstanek Grosuplju.